Dođi na morski štulac, da ti pokažem kuću, da ti pokažem kuću, gde sam se rodio ja. Časi so težki. Komaj je magistrica Alenka Bratušek sestavila vlado, je že cela štala. No, pravzaprav ni štala, ampak lopa. Lahko pa tudi, da ni lopa, temveč klet za spravljanje kmetijskih pridelkov. Skratka, nek objekt, o katerem niti njegov lastnik Igor Mahar, ki je prvi minister za okolje in prostor v vladi magistrice Alenke Bratušek, ni čisto prepričan, kaj pravzaprav je. Jaz sem vedno razumel, da je problematičen objekt ta črna gradnja, ki je res registriran kot črna gradnja. In tako se je izkazalo, da ne gre za en objekt, temveč za dva objekta. Kako naj se potem človek, še posebno če je minister za okolje in prostor, sploh znajde? Dođi na morski štulac, da ti pokaže kuću, da ti pokaže kuću, di sam se rodio ja. Ob tej hudi zagati so nekateri državljani že javno izrazili zadovoljstvo, da Igor Mahar ni prevzel ministrstva za obrambo. Lahko bi se namreč zmedel in napadel napačno državo. Še sreča, da ne more biti dvoma o kmetijskih pridelkih, ki naj bi jih minister Mahar spravljal v objektu, ki je sicer urejen za prav udobno bivanje in v katerem je bil v času kandidature za ministra tudi stalno prijavljen. Pregled posnetkov na Googlu v časovnem zaporedju namreč pokaže, kako je izkoreninil lep oljčni nasad in posejal travo, kar je živ dokaz, da si minister Mahar zasluži status kmeta. Trati, ki je nadomestila oljčnik, namreč že na prvi pogled še veliko manjka do angleških standardov. Kot rečeno, pomembno vlogo v zgodbi o zemljanki, v kateri je minister imel v času kandidature prijavljeno stalno bivališče, igrajo Googlovi posnetki. To je razlog, da zaskrbljeni državljani v strahu pričakujejo posredovanje Janeza Stanovnika, bolj znanega pod partizanskim imenom Pojoča žaga. Pričakovati je namreč, da bo ta kar najostreje obsodil brskalnik Google zaradi nepooblaščenega vpletanja v notranje zadeve Republike Slovenije. Kakorkoli že, lepa gesta mandatarke magistrice Alenke Bratušek, da pokaže sočutje s človekom, ki mu več let ni uspelo legalizirati neke sivo-črne gradnje, s tem, da ga postavi na mesto ministra za okolje in prostor, no, ta lepa gesta se bo, kot kaže, izjalovila. Še huje. Zaradi premajhne podpore Stanovnikovega odporniškega gibanja in glavnine slovenskih vstajnikov se je zdelo, da bo moral nesrečni Mahar odstopiti že prvi dan ministrovanja, kar bi bil rekord, ki bi ga bilo res težko preseči. A mu je predsednik Državljanske liste Gregor Virant mandat vendarle nekoliko podaljšal. Glejte, jaz si bom dejansko stanje natančno ogledal, z gospodom Maharjem se bom pogovoril. Za tako stvar se je treba vzeti kak dan, 2 časa. Nedvomno, potrebno si je vzeti dan, 2 in izbrati ustrezna merila. Premijejka magistrica Alenka Bratušek pa se je za težavno odločitev vzela še dodatne 3 dni, kar jasno kaže, da smo dobili operativno vlado, ki se ne bo ukvarjala z lastnimi problemi. Ma dajmo s takimi. Mir v dvorani. Oprostite, moram protestirati. Mir v dvorani, prosim. Ko je magistrica Alenka Bratušek dobila mandat za sestavo 11. slovenske vlade, so bili mnogi državljani ganjeni do solz, saj je napovedala, da bo v deželi pod njeno oblastjo nastopilo obdobje vsesplošne prijaznosti in potrpežljivosti. Danes je za Slovenijo prelomen dan. Obljubljam vam, da je konec s politiko delitev, zaničevanja, žalitev in strahu. Obljubljam vam dialog, povezovanje in spoštljivost do naših ljudi.
Ker takih idiličnih razmer nismo vajeni, obstaja strah, da strpnosti in ljubeznivosti ne bomo znali dovolj prisrčno izražati. Prav zato smo državljani, zlasti tisti drugega reda, od srca hvaležni strankarski kolegici premierke magistrice Alenke Bratušek, poslanki Tamari Vonta, ker nam je na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti požrtvovalno demonstrirala, kako je to videti in slišati v praksi. Pravila, gospod, enkrat še, pa vas bom odstranila iz tele razpravne dvorane. Prav? Kot še enkrat, tu veljajo določena pravila. In še nekaj, tale razprava in ta javna predstavitev mnenj ni bila sklicana zato, da boste tule politično obračunavali. Tudi jaz nisem in ne bi nikoli zlorabila tega inštituta, nikoli, da bi to počela. In tega ne bom dovolila. In to, kar je zdaj storil, prosim, če greste, prosim, a greste po varnostnika, gospod, ne gre ven. Izvolite, več sreče prihodnič, pa naučite se obnašati v državnem zboru. Tako, zdaj veste, kako je treba. Se bojite, da ne obvladate? No, potem bo pač treba malo trenirati. Po moru plovi gnjurac, staviću je na... Samo mnogo je ružna.